Jaz bom kar povabil moje goste. Tema konference je, kako bo AI spremenila prihodnost, in pa z mano so Martin Pečar iz OmniOptija, David Kvaternik iz tovarne Teh, Matej Gujt iz Instateksta in pa Mihaela Crnko iz Irkaja. Dobrodošli gostje. Jaz bom zdaj za začetek povedal sam par stvari, no, nekaj sem že omenil. AI je dejansko v temeljih spremenil svet. Vsi pravijo, da bojo te orodja, kot je ChatGPT in ostale stvari, seveda dejansko imele velik vpliv ne samo na poslovanje, ampak tudi na zaposlovanje, delo, razvoj, izobraževanje in vse ostale področja, ki se dotikajo podjetništva. Sami vidimo, da ogromno enih stvari se že razvija in ne samo, da so prišli tudi tooli, kjer lahko pomagamo marketingu, ampak predvsem v podjetništvu se veliko spreminja. Na drugi strani pa seveda se vi ukvarjate z posameznimi orodji in razvojem aplikacij iz področja umetne inteligence že precej časa, no, in me zanima seveda, bom rekel, ta vaš pogled, predvsem pa to, kako vi se trenutno ukvarjate z AI-jem in na katerem področju delate. Pa bom kar začel z Matejem Gvidom iz Instateksta. Matej, pozdravljam, beseda je tvoja. Hvala, živo. Se pravi, moje ime je Matej Gvid, prihajam iz podjetja Instatekst. Mi smo startup leta 2020, ukvarjamo se z izboljševanjem angleških besedil. Jaz bi mogoče uvodoma ene par misli povedal v zvezi z umetno inteligenco, da si malo bolj predstavljamo, kako deluje, kako ne deluje recimo ChatGPT oziroma njegova najsodobnejša dostopna različica GPT-4, ko v kontekstu odgovarjanja na vprašanje reševanja problema. Dostikrat slišimo misel, ChatGPT samo generira najbolj verjetne naslednje besede. To ni zares pametna entiteta ali pa karkoli. Ampak, če hoče generirati pametne besede, jih mora razumeti naš input. Lahko si to predstavljamo kot ene ogromne možgane, ki so bili zgrajeni, ki vsebujejo 1 trilijon parametrov. To je, ne vem, kako bi si to lahko predstavljali. Recimo, če bi, na primer, se podali iz Ljubljane v Pariz po vseh možnih cestah, pa bi vsak en kamenček predstavljal en parameter, pa je ogromno teh kamenčkov, verjetno je to manj kot trilijon, čeprav težko ocenam. Ampak, ko podamo neko misel, recimo v Ljubljani, ta misel z bliskovito hitrostjo potuje do Pariza, se vmes nekako preoblikuje na vseh teh možnih cestah in na koncu nekaj izbruhne ven v Parizu. Ampak, ko so gradili nek takšen ogromen sistem, neke te ogromne možgane, so se učili na ogromno podatkih. In kaj se je zgodilo tukaj noter s temi možgani? Pa gremo pomisliti, ljudje imajo v bistvu še več parametrov, imajo v bistvu 100 trilijonov parametrov. Ampak na nek način se čuti, da je ta inteligenca, jaz ne vem, kako bi definirali pamet, recimo. Ampak, a bi rekel, da je 1000-krat pametnejši, a je 10 000-krat pametnejši. Recimo, če vzamem 10 000 naključnih vprašanj o življenju, vesolju in sploh vsem, bo verjetno ChatGPT boljš odgovoril od kogarkoli od nas v 99,999, ne vem koliko 9 po tukaj zadaj, pa to bo naredil bistveno hitreje. Recimo, da moramo odgovor podati pa par odstavkov. Tako da, in zdaj, vmes se je pa tukaj zgodilo nekaj, kar tudi v naših možganih ne vemo, kako to v bistvu pravzaprav deluje in kako to sklepanje poteka. Je pa ene par stvari tukaj očitnih. Recimo, naprimer, mogoče ChatGPT 3.5 pride recimo do nekega približka, neke rešitve zelo hitro, ampak je napačna rešitev. GPT-4 ima pa že možnost v bistvu dobrega sklepanja in reši to nalogo narobe, sicer v prvem približku, ampak zelo hitro. In zdaj, ko mu
ko ga malo popravim, poglej, da si pošteval tega dejstva, se upraviči in definira novo strategijo, ki je cilj naloge. Ko ga poprašam potem o drugem delu naloge, ki upošteva neko dodatno informacijo, ki je bila posredno vpletena noter, potem se počasi zacikla in ne najde več odgovora. Ta prvi del naloge zahteva hitro nekako inovativno moment rešitve, intuitivno razmišljanje. Medtem, ko drugi del pa zahteva tisto počasno razmišljanje. Vprašam, koliko je 24 35, boste v hipu povedali, da to ni 5 milijonov, ampak boste pa morali vsem recimo še nekaj časa sedeti, da to počasi začuje. Te veliki možgani, kot so recimo GPT-4, v bistvu delujejo tako, da hitro razmišljajo. Pustimo noter en input in tukaj se je, kot so se človeški možgani zgradili na podlagi mini informacij teži pri teh posameznih parametrih, ki so bili pridobljeni z tehniko učenja, na backpropagation, za kar zdaj tudi Jeff Hinton, ki je začel to smer razvoja, sklepa, da je to boljši algoritem, kot imamo ljudje, vgrajenega v sebi. In v bistvu na ta način tudi lahko razumemo, na kak način uporabljati ta orodje. Rečem mogoče, da mi zgeneriri 30 headlinov za oglas. Pa bom dobil kar vmes 30 črk dolge, skupaj s presledki, pa bom vmes dobil tudi 33 in več črk dolge. Kako je to možno? Kako se ta pametna stvar tako moti? Zato, ker enostavno razmišljanje intuitivno in hitro in koliko to res opozori na tak stroj, koliko bo dal še pol krajše dejanje in slučajno presegel. Po drugi strani pa, po kateri cesti bom prišel do Pariza, odvisno od tega, kako ga bom sam vzgojil pri tem vprašanju. Kako ga recimo najprej postavim v vlogo marketing specialista in mu orišem celoten primer, mogoče še kakšen članek zraven pastam in se pogovorimo o tem, pa šele potem začnem ta pogovor. Lahko vprašam o mental notes, ki so prisotni v tem casu in tako naprej, to pomaga, naenkrat vidiš precej boljše predloge. Kar vidimo, je, da imamo opravka z zelo hitrim, zelo natančnim, intuitivnim, hitrim razmišljanjem. In če ga na ta način poznamo, potem tudi v bistvu vemo, da bomo v interakciji v bistvu z orodjem prišli do boljših in pravih odgovorov. Matej, jaz ti samo toliko mogoče vmes prekinem, zato da si daš nazaj slušalke, vmes ti bom dal pa še eno vprašanje, ker se mi zdi, da je bil prej zvok boljši, sorry. Jaz imam samo vprašanje mogoče to, kaj za to, da te naši udeleženci, obiskovalci malo bolj spoznajo. Sicer vsi poznamo Intertext in ga verjetno tudi z veseljem in s pridom uporabljamo, vsaj zato, ker gre ven v kakšne projekte, razpise oziroma maile. Mogoče sam par besed še o vas, poveš na začetku, kaj delaš. Bom delil insight tudi v kontekstu. Ja, super, pa kar nadaljujem. Upam, da so druge slušalke boljše, imam 3. Se pravi, ena stvar, pri Intertextu se pač ukvarjamo z izboljševanjem tega procesa pisanja. Se pravi, imamo na voljo, tule vidite že novo verzijo interfejsa, ki bo na voljo v juniju. In sicer uporabnik poda določen tekst in računalnik izjemno hitro v nekaj sekundah v bistvu da ven lektorirano besedilo, kjer generira številne ideje in predloge, kako bi se to besedilo izboljšalo in bi se ga napisali tako kot nekako native speaker, recimo, ki je v bistvu hkrati tudi strokovnjak na našem področju, ki razume dobro angleški jezik in ki nam bo podal predloge, kako to besedilo napisati bolj berljivo in razumljivo. To je tisto, kar Intertext maksimizira.
Zdaj, ena stvar, ne, kako ljudje po svetu, ker imamo res v bistvu uporabnike iz teh držav, celo tiste cone, ki si bi človek mislil, da je samo puščava, pa eskimi, pa džungla. Tudi tam je zdaj vse modro na Google Analyticsu. Dejansko uporablja se ogromno, recimo pri tej fazi, ko imamo opravka z pomembnimi besedili za editiranje. Editiranje je tisti del, ko imamo ta reviewing, rewriting, revising, ko hočemo del besedila, hočemo besedilo napisati mogoče razumljivejše, ko hočemo dati več detajlov, ko hočemo bolj učinkovito napisati, da malo stisnemo, skompresiramo, da ne nakladamo, ker tipično to počnemo. Recimo tule v drugi, tretji vrstici vidite connected between each other. To je tipična native speaker angleščina in potem dobimo ideje, kot so recimo tends to be linked, ali pa is strongly interconnected, ali pa more interconnected zdaj v tem primeru. Skratka, ena stvar, ki je tukaj pomembna, je, da je še vedno interakcija med človekom in računalnikom. Se pravi, verjamemo, da imajo perspektivo tista orodja, kjer je ta interakcija še vedno potrebna. Ja, jaz lahko rečem ChatGPT-ju, da mi napiši to orodje boljše. Pa ja, smo boljši od GPT-3, od GPT-3,5 so mogoče deljena mnenja, mogoče pa GPT-4 že boljši od nas v smislu, kako se napiše besedilo. Ampak ni pa te interakcije, recimo. Hkrati pa moram povedati, da se tudi vsa ta AI orodja, tako naše, kot recimo GPT-4, kako se GPT-4 izboljšuje? Je tako, da ta čas ima interakcijo z milijoni ljudmi po celem svetu, pa tudi z milijoni podjetij, ki zdaj v bistvu skušajo to preko API-ja to vplesti v svoj proces. In tukaj se enostavno GPT naprej uči iz naših inputov in povratnih informacij. Se pravi, to je reinforcement learning, to je neka tehnika, s katero se je AlphaZero naučil igrati šah bolje od svetovnega prvaka v pičlih 9 urah, začevši samo s pravili igre, se pravi tabula rasa. Na ta način se danes tudi verjetno z bliskovito hitrostjo tudi izboljšuje GPT-4. Se pravi, ne samo, da v bistvu ima to orodje boljšo osnovno hardware paradigmo v smislu, da je elektrika bistveno hitrejša zaradi velikosti od biokemičnih procesov, ki tečejo v naših možganih. Da ima boljši algoritem, se pravi, ta backpropagation je očitno nekaj boljšega kot to, kar teče v naših možganih. Ima tudi izjemen connectivity pa updatability, kakor vam jaz zdaj govorim, je izjemno počasi, če bi merali v bitih na sekundo. Tam se pa dejansko streami informacij lahko pretakajo. Potem računalniki imajo še focused attention, imajo tale možnost paralelnega procesiranja. In pa recimo, danes si težko predstavljamo, ampak lahko bomo imeli zdravnika, ki bo imel eno roko na Japonskem, drugo pa na Novi Zelandiji, pa bo se hkrati učil od obeh. In potem bo, ko bo nekaj dognal, v hipu inštruiral vse zdravnike po svetu. Recimo, če bi jaz moral zdaj zares razložiti, kako ta backpropagation deluje, bi rabil kar precej časa. Oni se pa to naučijo v hipu. Se pravi, dejansko se gradi neka entiteta, ki bo bistveno pametnejša od nas in za katero se lahko še sprašujemo, kakšne cilje bo imela in ali se bo. Imamo pač problem, kako bomo manj inteligentna bitja, kot smo mi, ki postajamo v razmerju do teh sistemov vsako sekundo se poglablja ta prepad, kaj se bo zdaj tukaj dogajalo. Ampak v kontekstu podjetništva je verjetno največja perspektiva v tem, da pogledamo, kje je human in the loop. Se pravi, kje je tista dodana vrednost, ko je, če bom dal eno besedilo, samo ChatGPT, da mi prosim izboljši to besedilo. Bom dobil izboljšano besedilo, lahko mi tudi podari neke spremembe, ampak nimam te možnosti interakcije. In pol naenkrat zgubim feeling, da je to besedilo sploh moje. In dejansko je vprašljivo pol tisto avtorstvo in tako naprej. Recimo pred leti sem napisal eno knjigo o neki verziji šaha.
rekel, progressive jazz. Mi sem bil na Nizozemskem 3 mesece, pa sem imel z enim študentom, sva na tem delala, magistrskem, on je tudi dobil Prešernovo nagrado. V glavnem, to je super program, najboljši program na svetu, pa sem rekel, da imam pa toliko materiala, da bom počel knjigo. Sem napisal v parih tednih s spotoma, ampak na koncu sem videl pismo, ta knjiga je bila res lepša, če bi imel še ene slikce. Pa kličem našo dizajnerko, joj, Bojana, ti zihar lepo rišeš, te mi narediš ene par teh slik za knjigo. Joj, na tebe, že leta nisem risala, dej, se bo šlo, zihar vlak. In mi pošle eno tole slikco, to sto mega velik fajl, jaz izgledam pismo, to pa res ni to, ne. In se spomnim, pa v umetni inteligenci obstaja ta Neurostyle Trends, kjer lahko izbereš kompozicijo, pa pol kombiniraš s stilom nekega avtorja. Recimo, rekel sem, bom probal ene slike, šahovske motive narisati v stilu Dalija, pa v stilu Picassa, pa mogoče Miroja, pa tako naprej. Na koncu je izpadlo, da mogoče boljše vse narišem v enem stilu, pa sem zbral Kandinskega in so nastale super fotke, super slike in vse to sem naredil v enem popodnevu, kaj šele, če bi si vzel cel teden. Ampak kar je poanta, je, da sem na koncu imel res feeling, da so te slike moje. Jaz sem zbral motive, jaz sem zbral ta stil, jaz sem na koncu naredil izbor teh slik in te slike so v tej moji knjigi. Uredniki so se spraševali, kdo je avtor, pa vmes sem pol tudi našel eno komercialno orodje, ki je dejansko še mi dalo višjo resolucijo teh slik in na koncu so pač napisali, da sem avtor, jaz skupaj s tem orodjem, ni bil problem. Lepa hvala za ta izčrpen uvod. Super si nas popeljal na pot te umetne inteligence in vsega tega, kar nas čaka. Absolutno bomo še pol v nadaljevanju rekli kakšno na to temo. Zdaj pa kar povabil Mihaelo iz UNESCO-vega centra za umetno inteligenco, da ona predstavi njihovo delo, kaj počnejo in kako, bom rekel, tudi zdaj na vas ta hype okrog umetne inteligence in to blazno zanimanje vpliva, no. Tako da malo vidimo iz tega stvari, ker ta raziskovalna sfera je seveda verjetno malo drugače razumete zadevo, pa tudi absolutno, no, kako pol to povezati z razvojem vseh stvari, tudi s podjetništvom. Mihaela, evo, kar. Najlepša hvala. Jaz bom šla hitro čez prezentacijo o našem mednarodnem centru za umetno inteligenco. Na nekaj točkah se bomo bolj ustavila, ker je večja povezava s podjetništvom, ampak dejansko jo imamo. Torej, mi smo mednarodni center pod okriljem UNESCO, ustanovljen je na Inštitutu Jožef Stefan. Gre za edini UNESCO center druge kategorije na svetu, ki se ukvarja z umetno inteligenco do zdaj, tako da kar velik dosežek tudi za Slovenijo. Center je bil ustanovljen leta 2021. In to je potekalo tako, da se je moralo s tem strinjati vsi člani UNESCO, to je 192 držav na generalni skupščini. Od takrat smo naredili nekaj tega, kar vidite zdaj na ekranu. Kot vidite, naše sodelovanje je predvsem mednarodno, mreža mednarodnih strokovnjakov iz različnih področij. Ampak naša glavna naloga je ukvarjanje z umetno inteligenco in trajnostnim razvojem, se pravi z izzivi trajnostnega razvoja. Sodelujemo z UNESCO pri pripravi njihovih priporočil. To so v bistvu instrumenti mehkega prava, ki so pomoč regulaciji umetne inteligence oziroma vsaj smernice za vse države, ki so članice UNESCO. Recimo UNESCO priporočilo o etiki umetne inteligence je precej pomemben dokument trenutno, ko zakonodaja še ni urejena. Naše sodelovanje z drugimi raziskovalci je seveda ključno. Znanstvena odličnost je ključna za vsak napredek in zato smo postavili mrežo Nexus. To je mednarodna mreža za, kot vidite, Network for Artificial Intelligence, Knowledge and Sustainable Development. Ker smo vladni center, smo s podporo vlade lansirali to mrežo tudi pri enem dogodku Združenih narodov. To se je zgodilo točno eno leto nazaj, maja lani, in trenutno imamo 45 partnerjev, pa še 30 MOU-jev je v pipelineu za podpis.
Tale Token 100 bom preskočila na konkretno tole. Sicer se ne vidi veliko, ampak torej, vprašanje je, s čim se ukvarjamo in kako se ukvarjamo z umetno inteligenco. Kot rečeno v uvodu, naš glavni cilj je doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Teh ciljev je 17, zelo veliki in zelo zaostajamo. Globalno svet zaostaja v doseganju teh ključnih izzivov. In na IRCAI smo ustvarili projekt, razpis, v bistvu tehnološki razpis, ampak ne v takem smislu, kot si je Aleš razlagal v začetku, da se podjetja iz vsega sveta prijavijo, podjetja, ki se ukvarjajo seveda z umetno inteligenco, ki dosega cilje trajnostnega razvoja, in naši evalvatorji potem nekako jih rangirajo. Rangirajo jih po kriterijih, ki so tukaj navedeni, se pravi znanstvena odličnost, učinek na trajnostni razvoj, relevantnost UI rešitve in etični aspekt. Seveda, relevantnost UI rešitve je zdaj, a je res potrebno uporabljati umetno inteligenco za neko rešitev ali ne, ker včasih tudi ni čist, se da z drugimi orodji to urejati. Ta projekt smo zdaj izvedli dvakrat, se pravi, smo dvakrat zapovrstjo zbrali 100 rešitev iz vsega sveta, ki se ukvarjajo na presečišču teh dveh polij, se pravi umetna inteligenca in trajnostni razvoj. In kar je zanimivo, da to podjetja uporabljajo v bistvu čist na različne načine. En tak naš mogoče mehki pristop podpore razvoja teh orodij. Na nek način jim damo en znak kakovosti, zato ker je framework, po katerem se ocenjuje te rešitve, je bil potem na novo, na podlagi našega predloga skupaj z UNESCO na novo razvit, in mednarodni strokovnjaki ocenjujejo te rešitve in te, ki so recimo ocenjene kot outstanding, kot najboljše, to jih je top 10, običajno tudi predstavimo na enem zelo high-level dogodku v kontekstu Združenih narodov. Tako da na ta način dobijo znak kakovosti in pa prepoznavnost, ki jo potem uporabijo, kakor jo znajo. Eni recimo za pridobivanje sredstev, eni za poglobitev podpore z vladnimi inštitucijami in tako naprej. Tako da ukvarjamo se tudi z tehnološkimi rešitvami. V prvi vrsti kandidiramo za evropske razpise in delamo na raziskovalnih projektih, teh je kar nekaj. Poleg tega pa IRCAI razvija vsaj 2 rešitvi, ki sta zelo tehnološki. Ena je SDG observatorij in pravzaprav gre za pomoč pri odzivanju na izzive trajnostnega razvoja. To bi bilo orodje, ki bi bilo predvsem v pomoč odločevalcem politik. Se pravi, da bi zbralo različne kazalnike, od novic do patentov, do raziskovalnih člankov, do drugih podatkov, seveda, ki bi bili pač na voljo glede na različne geografske regije, da se lahko primerno odzivajo na stvari. Tukaj je primer SDG 6 observatorij, to je voda. In tukaj smo v bistvu razvili že kar nekaj pilotnih primerov, kako bi se lahko na neke izredne razmere v zvezi z vodo odzivali, predvsem odločevalci politik. Ta druga stvar, ki pa, žal nimam slajda, je pa izobraževanje, kjer smo preko konteksta odprtih izobraževalnih virov, se pravi izobraževalni viri, ki so označeni z ustrezno licenco, Creative Commons licenca je to, smo naredili platformo, ki lahko te vire povezuje ne glede na formate, ne glede na jezike, ne glede na kontekste, in v bistvu lahko pomaga človeku pri personaliziranem učenju seveda, oziroma lahko preko analize vseh tekstov in transkriptov, če gre za videe, preko Wikipedia konceptov pomaga najti relevantne vsebine iz več strani, spletnih strani, zdaj govorim. Se pravi, repozitorij v Sloveniji, do repozitorija v Kanadi, ki so povezani v ta ekosistem, v bistvu grejo mimo
vseh teh ovir in tistim, ki išče izobraževalno vsebino, pomagajo. Mogoče na tej temi zaključim. Hvala lepa. Hvala, Mihaela. Zelo zanimivo, no, predvsem ta del, da kako lahko morda tudi slovenska podjetja izkoristijo to vašo top 100 lestvico, ne, in se predstavijo potem širšemu mednarodnemu okolju. Jaz sem zelo vesel, recimo, seveda zdaj gre cela Evropa v to Twin Transition zgodbo, no, ampak v sklopu vsemu, da je največje število teh inovacij prav iz Evrope prihaja. No, to me blazno veseli, bom rekel, zaradi tega, ker na področju umetne inteligence vsi vemo, da Amerika pa Azija sta dve vele sile v bistvu, no, in da kljub temu Evropejci na tem segmentu vodimo in so priložnosti tudi za slovenska podjetja, je to res super. Martin Pečar iz OmniOptija je z nami in Martin, mogoče kar, oba dva sta te napovedala, Matej in Mihaela. Matej je rekel, kako bi bilo, če bi iz Slovenije šli v Francijo, ne, po vseh potkah. To je nekaj, s čimer se v bistvu ti dejansko ukvarjaš, ne? In še Mihaela je rekla, da pač trajnost in pa krožno, ne, je tista stvar, kjer je izjemno pomembna, seveda za to logistiko in za temi stvarmi vi verjetno največji doprinos prav na tem segmentu nosite. Tako da, Martin, evo, mogoče kar prevzem in nam malo predstav, kaj počnete in kako ste se tega lotili. Super, hvala lepa. Evo, torej, ja, jaz sem ustanovitelj podjetja OmniOpti. Mi se ukvarjamo predvsem z optimizacijo, zaenkrat v glavnem na področju logistike, torej tlele je nekako prikazana tale shema, s čim se ukvarjamo, torej optimizacija poti pri recimo neki distribuciji in razvil sem še nek dodatni algoritem za več kriterijsko optimizacijo poti, ki lahko najde dobre alternative, torej več možnosti poti, ne samo recimo najkrajšo ali pa najhitrejšo, ampak neke pareto optimalne opcije. No? In s tem lahko še dodatno prihranimo pri razdalji, gorivu, emisijah in tako naprej. No? Zdaj, za to, kar počnemo, v glavnem uporabljamo neke specialne algoritme, ki mogoče čist strogo ne pašejo pod umetno inteligenco. No? V tem smislu uporabljamo določene stvari za recimo predikcijo prometne situacije in podobnih stvari, ampak sicer imamo pa precej tudi znanja, pa tudi izkušenj. Jaz sem se nekako že prvič s to umetno inteligenco pred skoraj 25 leti že srečal, drugače sem matematik. Recimo očetu sem pomagal, ki je delal nekaj na raziskavo o kakovosti v javnem sektorju in z odločitvenimi drevesi smo pol študirali, kaj vpliva na to, kako so te javni servisi kakovostni ali ne. Recimo to je bil ta profesor Bratko, je nekako en utemeljiteljev te umetne inteligence v Sloveniji in vsaj še par let nazaj, kolikor vem, smo bili tudi Slovenci po številu teh nekih data scientistov na vrhu v svetu. No. Ne vem, a to še velja, ampak tako, skratka, potencial imamo kar velik in to bi bilo super izkoristiti. No. Kar pa bi jaz mogoče tlele opozoril, ne, oziroma kaj bi še nekako omenil, torej zdaj ogromno govorimo o ChatGPT-ju in tako naprej, ne, in kako ga lahko uporabimo v naših poslovnih procesih in tako naprej. Ne. To vse je super in fajn. Če hočete dobiti kakšne dobre ideje, pejte na LinkedIn, tam je tega malo morje, vsak nekaj svetuje, kako se to da izkoristiti. No? Ampak moja nekako želja, ne, oziroma težnja kot matematika pa raziskovalca je pa, da bi ne samo ChatGPT uporabljali, ne, ampak da bi tudi mi čim več teh rešitev s področja umetne inteligence, pa drugih stvari, ne, da bi jih razvili in implementirali in spravili v življenje. Ne. In tukaj pa predvsem vidim problem povezava s tržiščem oziroma strankami. Ne. Eden bistvenih problemov je, ne, kaj sploh narediti, ne, kaj sploh je potrebno. Kje se da neko dodano vrednost narediti, oziroma kdo je za to sploh zainteresiran. Kdo je za neko rešitev pripravljen plačati, ne? Torej, kje je tržišče, in potem pa seveda na podlagi tega, kako to narediti.
ogromno vemo, ogromno znamo. Pri umetni inteligenci sicer je mogoče včasih problem to, da potrebujemo običajno veliko bazo, na kateri se lahko naučimo, ne. Torej, že to zbrati je lahko tudi en izziv, no. In mogoče tudi tukaj je recimo ena težava Slovenije ali pa slovenskih podjetij, ne, ki je samo tržišče majhno oziroma majhna količina tudi podatkov, konec koncev, ki jih naša podjetja zbirajo, ne. In zaradi tega tudi se bojim, da pri nas mogoče ni neke take močne ambicije oziroma potrebe, ki bi jo čutili, ne, da se moramo tega lotiti oziroma to na ta način narediti. Slovenska podjetja so v glavnem še toliko majhna, ne, da se vse da nekako na roko, ne, in potem niti ni potrebe in želje, da bi res neke te nove prebojne rešitve sploh uporabljali, no. To je tisto, kar nekako najbolj čutim mogoče v Sloveniji oziroma najbolj na nek način me žalosti, no. Da ni, znanja imamo ogromno, ne, ampak nekako potreb na tržišču je pa zelo malo, ne. Tako da kdor hoče karkoli relevantnega narediti, ne, seveda se mora nekako na globalno tržišče usmeriti. Kar je sicer super, ne, in fajn, ampak kljub vsemu, ne, tudi jaz, ko sem začel po tujini nekako poskušati delati posel, so vsi rekli, odhod pa ste iz Slovenije, aha, no, kaj ste pa že doma naredili, ne. Ja, no, in pač tukaj je pa tlele pri nas je pa zadeva bolj počasna. Ja. Ja, Martin, hvala, bom rekel, za tole predstavitev in tudi tako za malo za spodbudo v Sloveniji, no, da morda bi pa lahko kaj več naredili, saj točno to je tema današnje konference. Iščemo ne samo, bom rekel, ideje, ampak seveda tudi scale-upe, ki se na tem področju ukvarjate, ste nek zgled, a ne, in eden od takih, rečemo temu, bodočih scale-upov, oziroma jaz bi kar si upal reči skoraj zelo uspešnih v tem področju, sicer kako uporabiti umetno inteligenco in jo združiti z nekim področjem, na katerem prej ni bila toliko prisotna. Z nami je David Kvaternik, no. On je seveda direktor tovarne Teh in član naše XR skupnosti, ima pa eno zelo zanimivo idejo, uporabil je ChatGPT in povezal to z eno uporabno stvarjo, ki jo pa dejansko vsa podjetja rabijo. In David, evo, beseda je tvoja, mogoče lahko malo predstaviš to tematiko. Ne slišimo te pa ne. To, a veš, vsi, ki imajo Apple, s temi so same težave, res, Madonna. Ne, še zmeraj te ne slišimo. Evo, zdaj pa bo, David, evo. Reči nekaj. Ne. Ne. Ne bi bila to tehnološka konferenca, če ne bi imeli takih težav, no, jaz to pravim, to je zmeraj tako. Ne, še zmeraj te ne slišimo, David, mogoče še mogo na telefon iti, pa se nam pridružiti. Vmes bom jaz pač zabaval goste, no, ti pa ne, sorry, ne. Čak, mogoče te lahko kaj dam, ne moram nič, jaz nimam nič tukaj. David se je nekaj spomnil in to brez ChatGPT-ja, tako v prihodnih letih bo to kar za aplavz, veš. Mogoče lahko jaz na tem dopolnim. Daj. In sicer tako je, ne, te veliki inteligentni sistemi, kot so recimo GPT-4 trenutno, pa kdo ve, kaj še vse nastaja. Tudi Google na nekaj, kar ni prav bistveno slabše, pa Kitajci imajo tudi svoje stvari. Skratka, oni imajo že toliko neulovljivo prednost, da verjetno ne bomo v Sloveniji razvili svojega tazga sistema. Pa tudi na dolgi rok si ne želimo, da bi te izjemno pametni sistemi, bistveno pametnejši od nas, tekmovali na planetu Zemlja za resurse. Tako da mogoče še najboljše upanje, da bo najinteligentnejši sistem preprečil razvoj ostalih. Ampak se pa lahko prisesamo na te sisteme, v smislu, da uporabljamo njihove API-je. In tukaj bo nastalo cel kup enih rešitev in storitev, ki jih lahko oplemenitimo pol s svojim znanjem. In ena stvar, ki sem jo v bistvu uvodoma hotel poudariti, je, da je pomembno, da imamo v mislih, da je v središču človek. Se pravi, povsod, kjer je ta interakcija s človekom pomembna, tam bo vrednost teh sistemov. Hkrati je pa še neko domensko znanje, ki
v bistvu je tisto, kar nas dela unikatne in kjer lahko najdemo svoje rešitve in prednosti. Tukaj bi pa jaz mogoče malo podiskutiral. Daj, se zato smo tukaj. David, ti pa vmes kar pogruntaj, res predlagam, da se samo prek mobitela. To se mi zdi malo nevarno, da bi imeli samo eno vrhunsko oziroma vse obsegajoče samo ameriško, vladajoče orodje. Se mi ne zdi, pač monopol nikoli ni prav zelo v redu. Vsaj nekaj konkurence pa nekaj izbire je fajn imeti. Res je, da pač tako zadevo, kot je ChatGPT, je tlele v Sloveniji ne bomo mogli narediti, to skoraj gotovo. Nikoli ne reci nikoli, ampak kljub samo je pa ogromno še enih, rečemo, nišnih rešitev lahko, ali pa česa drugega, ki pa jih lahko razvijamo. Torej, ogromno znanja imamo, tako kot recimo Instatext, se ne bomo rekli, da zdaj pa vsi ChatGPT uporabljamo, ampak imamo neke rešitve, ki so specializirane za določene stvari in so lahko zelo koristne in tudi zelo uspešne po celotnem svetu. In to k temu moramo stremeti, po mojem, samo koristno pa je, da ni samo nekak pul, da samo raziskovalci nekako dobivamo ideje, pa kaj bi se nam zdelo fajn, ampak da tudi tržišče v bistvu nam pove, kaj hoče imeti in da pol mi to lahko razvijemo. To je bistveno bolj uspešno, se mi zdi, na dolgi rok. Mogoče Mihaelu lahko vprašamo, Mihaela, koliko je pa, bom rekel, na tem segmentu v sferi raziskovanja, recimo zdaj ta ChatGPT spremenil to pozicijo, veš, tako kot pravita Martin pa Matej, ali nas zdaj to bolj navdihuje, ali vas bolj navdihuje za raziskavo to, da zdaj vsi malo gledamo, kaj bo zdaj z ChatGPT-om in zdaj imamo nek ta val, pa vse investitorji hočejo ful samo še v AI vlagati, imaš cele te sklade sam še za to. Ostali vsi, ki se ukvarjajo z podjetništvom, so skoraj na stranskem tiru. Kaj vidiš, Tino, kaj pri vas opažate, kakšne so pa mnenje, bom rekel tako, na globalni ravni na to temo? Med mojimi sodelavci zaradi ChatGPT-ja ni završalo. Sploh kar se tiče znanstvenih tem. Kar se pojavi kot velik izziv je na področju izobraževanja, plagiatorstva, težave, ki so pač zdaj že zelo znane. Nekako pri nas smo tako različne pristope že prej razvijali, gledali, sodelovali v njih, da to je pač jezikovni modeli na Inštitutu Jožef Štefan niso nič takega. Ja, jaz sem že 6 let nazaj sem tam še delal in so bili te chatboti mogoče malo slabšno, kot gre zdaj ta ChatGPT, ampak zelo fajn že takrat, tako da ja, se strinjam. Tako da tudi delali smo razne jezikovne tehnologije so bile narejene, tudi prevodi, avtomatski prevodi, prilagojeni za znanstvene vsebine in tako naprej. Tako da, kar se tiče znanstvenih dosežkov in odličnosti, tukaj ni bilo posebej šoka, rečemo. Je pa res, da se pa javnost drugače odziva, da se podjetja drugače odzivajo in da to nekako povzroča neke domneve o tem, kaj umetna inteligenca je, kaj lahko, ki je omejena in mogoče bomo čez nekaj mesecev, pa čez kakšno leto spet prišli na neko bolj manj usmerjeno razmišljanje o umetni inteligenci, ki je zdaj ChatGPT vozi tako zelo intenzivno. Ok, zdaj pa mogoče še temo damo to, kar je Martin odprl. Kaj je zdaj z temi količinami podatkov? Recimo, pri nas imamo na Healthu nekaj teh startupov in vsi se dejansko res soočajo s tem, da v Sloveniji pač enostavno mogoče nimaš dosti pacientov, nimaš dosti podatkov, ni dosti bolezni. Na podlagi tega imajo druge države, ki se s tem ukvarjajo, res veliko prednosti. Recimo, Matej, kako si ti se lotil tega? Ker, bom rekel, tudi niste verjetno na začetku imeli neke blazne baze, ampak tako, pač od vsakega od vas to, da vidim, kaj... Če se postavim v današnji čas, recimo ChatGPT nam dejansko pomaga, oziroma GPT-4, zakaj ne bi uporabljal tisto, kar je trenutno najboljše na voljo,
nam pomaga recimo pri avtomatizaciji testiranja, recimo za testiranje test case. Vsakič, ko damo ven novo različico AI, kar se dejansko zgodi v ozadju, da bi uporabniki to videli, prinesejo nove izboljšave in moramo pač poskrbeti, da vse skupaj še vedno dela na enako ali boljšem nivoju kot prej. Se pravi, je ogromno enih test caseov, ki jih je in zdaj jih enostavno generiramo lahko na bistveno kvalitetnejšem in predvsem hitreje, ker lahko enostavno skaliramo to generiranje test caseov. To je eno. Drugo je marketing. Recimo, vsakemu bi priporočil, da v bistvu te ključne osebe v podjetju, ki imajo opravka z vsebinami, ki imajo opravka z odločanjem, da si pač pridobijo to GPT-4. Mislim, ne, da bi zdaj delal reklamo, ampak enostavno to je toliko poceni, da sploh ni vredno omembe. Je zato, ker se naučimo to dobro uporabljati. In zato bi priporočil ne neke random linke na netu, ampak enostavno UDM ima recimo neke tečaje s skoraj 5 zvezdicami z ogromno ocenami. Gotovo bojo tudi Udacity pa Coursera pa vsi ostali prišli v bistvu z strukturiranimi tečaji in potem gre za to, kako oblikovati te prompte, zato ker moraš postaviti v bistvu GPT-4 v ta prav mindset, da razložiš. Predstavljamo si, da smo mi odločevalci v neki sobi, kjer so samo 4 stene in zdaj nam nosijo te informacije. In na osnovi tega se odločamo. Je boljše, ko bodo te informacije in v čim boljšem mindsetu bomo, boljše odločitve bomo sprejeli, ne? Ja, ne bi presenečeni, če bo CEO vašega podjetja čez 5 let že AI ali pa bo v bistvu njegov ta pravi CEO na papirju samo njegov v bistvu glasnik. Zato, ker enostavno je ta razvoj tako hiter, sploh pa če upoštevamo še ta reinforcement learning, ki bo zdaj močno podkrepil to, kar ima trenutno OpenAI. To ni zdaj samo ogromna baza podatkov, tega zdaj nima nihče, ker vsi sooblikujemo k izboljševanju tega sistema. Ne, v kontekstu podatkov, to je ena ključnih stvari. Podjetja morajo na strukturiran način začeti zbirati svoje znanje, svoje podatke, na način, da lahko potem vzpostavijo kvalitetno interakcijo s tem orodjem in na osnovi katerega lahko dobivajo ideje in za nove produkte in v bistvu za odločitve in tako naprej. To je proces, ki se ga moramo še naučiti. Okay. Ja, na tej točki bi jaz samo vključil Davida, ker si dal izjemno izhodišče in bomo potem o tem, kako zbrati podatke, ker to je zelo pomemben za vse naše scale-upe in start-upe, to, kar Martin pravi, zberemo podatke in na kakšen način lahko zbiramo podatke, pa kako mogoče ChatGPT pri tem, ali pa ta orodja pri tem pomagajo, oziroma Mihaela bo verjetno imela čisto drug pogled. David je pa oseba, ki je pa mogoče naredil en zelo zanimiv korak naprej in sicer naredil je neko vrsto uporabe umetne inteligence, no prav v tem, kar si ti, Matej, govoril, da bo lahko nadomestila oziroma dopolnila določene kadre v podjetju. David, zdaj pa mogoče kar ti prevzem, no, pa nam malo svetli ta tvoj del. Upam, da boš lahko vse nam pokazal, kako to dela, če ne bom pa jaz probal. Živjo, Aleš, hvala za besedo, se me zdaj sliši? Ja, zdaj pa. Ok, super. Pa najprej ni bil problem Apple, ampak je bilo problem premalo Apple, ker pač se AirPodi preslabo delajo na Windowsu, tako da na PC-ju, skratka. Živjo, jaz sem David iz tovarne Tek in bom čisto na hitro čez eno kratko prezentacijo, oziroma vsaj probo bom, da bo kratka, samo sekundico. Aha, ok. Ok. Ja, in sicer, kako smo mi pravzaprav, bom rekel, v zadnjem času, najprej disclaimer, na področju AI-ja smo precej sveži. Mi se ukvarjamo primarno že skoraj 10 let z produkcijo XR rešitev za izobraževanje, biotech, turistične izkušnje, od augmented realityja, virtual realityja do samo digitalnih svetov, do, bom rekel, ustvarjanja materialov za te izkušnje, od 3D skeniranja, fotogrametrije, lastnega mocap studija. In kako smo pravzaprav prišli do uporabe AI-ja v, bom rekel, relativno kratkem času.
kadarkoli smo delali VR izkušnjo, smo imeli problem, smo imeli neko odločitev, in sicer ali naredimo izkušnjo, bom rekel, bolj kompleksno, da bojo, bom rekel, bolj napredni uporabniki, kar pomeni v večini primerov mlajši uporabniki, imeli lahko več od nje, več uporabe kontrolerjev, več različnih gumbov, večja kompleksnost te izkušnje, ali bomo naredili izkušnjo, da bo lahko tudi, se upravičujem izrazu, ampak da boste lahko tudi babi pa dedi imela kaj od te izkušnje, ne? Če govorimo, sploh en tak velik, sploh tak lep primer smo imeli, kadar gre za turistične izkušnje, kadar res prihaja do bom rekel, tako različnih skupin, ne? In potem smo začeli razmišljati nedolgo nazaj, kaj pa če mi NPC-ja zamenjamo z AI karakterjem, in smo to naredili. In ta AI karakter je bil sposoben kakršnokoli vprašanje odgovoriti o uporabi kontrolerja, kako v tej izkušnji naredim to, kako naredim to, kar pomeni, da nismo imeli več ene osebe, bom rekel, nekega študenta, nekega helperja, ki je lahko skrbel za največ 2 osebe v VR-u, ampak smo z AI karakterjem lahko dali v prostor 20 headsetov in je 20 ljudi samostojno, dokler so bili seveda nafilani, so imeli internet, kar ni samoumevno, ampak pustimo to. Ena oseba je pravzaprav lahko skrbela za 20 ljudi v VR-u noter. Pač adijo pamet. Potem pridemo pa do malenkost bolj zanimive zadevce, in sicer to je pa naš lead sage. In sicer, kaj smo ideja je bila združiti naše znanje 3D-ja, XR-a, virtualnih svetov in web-based virtualnih svetov. Naj poudarim, da smo tudi zelo dobri v temu, da naše izkušnje ne laufajo samo na desktopih, ampak laufajo na webu, in to brez native aplikacij, web-based. No, in tako smo si mi interpretirali. Naredili smo salon za prodajo avtomobilov, in ta salon za prodajo avtomobilov z nekim likom, in kot tega lika smo izbrali Steva Jobsa, rekreirali ne samo njegov pač glas in način govora, popolnoma vse v njemu, tudi njegov avatar. In zdaj na naši spletni strani, oziroma na spletni strani Lead Sage-a, lahko ne samo, da ti v bistvu se lahko obračaš okrog avto, se sprehajaš po njemu in tako naprej, ne samo, da ti uporabljaš zdaj GPT za to, da se pogovarjaš z njim, kar pomeni, to seveda vse lahko, se pravi, imamo 3 različne AI-je, v bistvu voice to text, potem 4 instance samega GPT-ja, bom pojasnil približno zakaj, brez preveč detajlov, in pa seveda text to voice AI spet. Zelo zanimiva zadevca, ki se mi zdi še zaenkrat zelo unikatna, je, bom rekel, naš nov programski jezik, če lahko temu tako rečem, in sicer za komunikacijo med GPT-jem in Unityjem, programskim okoljem za 3D izkušnje, ki ga za večino izkušenj uporabljamo. In sicer, use case tega je, da preko pogovora mi ne samo, da zvemo karkoli v avtu, imam 4 otroke, a je dovolj velik zame, ampak lahko zamenjamo barvo, ga vprašamo, kaj misli o tej barvi, zamenjamo feltne, naprimer, in to preko pogovora je sposoben razumeti in v bistvu preko uporabo tega novega programming language-a dati neke custom outpute, se pravi prav custom kodo v novem programskem jeziku, ki jo Unity zna implementirati in z njo kontrolirati user interface. Mogoče bi se sam še na hitro ustavil pri eni zelo fajn zadevci, ker velik problem tega zaenkrat, oziroma skoraj naše user experience, največji problem je čas, ki je potreben na čakanje na v bistvu 7 različnih AI-jev, 4 GPT-je, 3, v bistvu 6 različnih AI-jev. In sicer sam GPT čakanje na sam GPT smo rešili na ta način,
da smo implementirali za najpogostejša vprašanja in zdaj s časoma več ljudi bo to uporabljalo, zdaj pišemo skript, da bo avtomatsko v bistvu širila baza vprašanj, uporabo vektorskega database, da za neko vprašanje, ki ga je GPT v preteklosti že odgovoril in za katero vprašanje smo mi že v bistvu vnaprej predvideli, ne rabimo samega GPT-ja, ampak bo software sam zračunal vektor oziroma moč vektorja in če bo ujemanje dovolj veliko, ne bo sploh rabo dati GPT-ju nove naloge, ampak bo v bistvu iz že predobstoječih vzel. Na ta način lahko tudi rešimo problem, ker nismo omejeni samo s tem, kar GPT sam zna, nismo omejeni z približno 2 stranima promptoma, če ne potem zaradi tokenov, to potem rata neskalabilno in še počasnejše. Z vektorskim databaseom na ta način lahko mi v bistvu 2000 strani materijala v realnem času vključimo in tudi z večjo zanesljivostjo. Tako da na ta način lahko, bom rekel, manually rešujemo trenutne pomanjkljivosti samega AI-ja. Še zadnja stvar za na konc, kako smo pa tudi probali to rešiti, je pa za samim gamificationom, kar pomeni, da medtem, ko si ti ne samo, da si ti nakonfiguriral avto, ampak medtem, ko ti to počneš, ta avto, kateremu lahko med debato v živo barvo zamenjaš ali pa feltne, testiraš po progi, voziš igrca. Ok, pa naj bo to zaenkrat za dosti uvod. Hvala. Ja, hvala Martin, ne, David, sorry. Hvala David za tole prezentacijo. No, jaz upam, da nam boš v polnem nadaljevanju mogoče pokazal še prav to, kako to v živo vrtiš avto in kako on to lahko tam razvija. Meni se zdi, da je to ena od rešitev, ne, tudi za vse ostale scale-upe ali pa podjetja, ne, ki si lahko mislite praktično vsega vašega bodočega zaposlenega oziroma tega zaposlenega, ki ga želite malo, bom rekel, nadgraditi, spraviti v neko digitalno obliko, ne? Od customer care-ja do tega, da razlagate vaše aplikacije, recimo Matej pa Martin, ne, videl si lahko mislite Davida Ogavatarja, ki bo vašim uporabnikom razlagal gor, kako je to enostavno uporabljati, in vse ostale stvari od receptorjev do vsega, no, za kar se tudi v tehnološkem parku nekako nagibamo, da bomo imeli enega, ki vas bo lepo pozdravil na vhodu in potem bo vas usmeril v različne učilnice ali pa na podjetja oziroma povedal vse, karkoli si boste zaželeli vprašati oziroma zvedeti v tehnološkem parku in pa mogoče celo v zgodovini slovenskih izumov. Tako da super, evo David, res lepa hvala, jaz vidim v tem eno veliko priložnost za ne samo za slovenski trg, ampak praktično za globalno zgodbo. Zdaj pa mogoče nazaj na to vprašanje, ki sem ga imel prej, kako je z temi podatki zdaj? No, koliko je to pomemben, da začnejo podjetja zbirati, kako naj zbirajo, glede na to, da ste vi strokovnjaki na tem področju, in kaj je tisto, kar dejansko lahko potem na neki točki uporabijo? David je zdaj že nekaj povedal, niso samo podatki, ampak so tudi opisi in teh vektorske baze, ki jih pol zlagamo skupaj, ampak res mogoče Matej, Martin in pa Mihaela iz vaše strani, kaj zdaj s temi podatki naredimo, no? Ker če ne nas bojo povozili, no, saj tako nekako jaz razmišljam. A začnem? Lahko. Okay. Ja, zdaj, okay, jaz 4 točke bi podaril, še pred v bistvu zbiranjem ali pa vzporedno z to strategijo upravljanja podatkov, je investicija v trening pa v izobraževanje. Dejansko treba je narediti neke tečaje, treba je eksperimentirati, treba je probati, treba je ključne zaposlene vložiti, spraviti interakcijo s tem, recimo. In potem pridejo na vrsto ali pa vzporedno tudi podatki. In sicer, gre za zbiranje podatkov, gre za čiščenje teh podatkov, gre za hranjenje teh podatkov, pa gre za upravljanje tih podatkov, tudi z vidika varnosti. Ampak kar se je zdaj spremenilo, ne, to niso zdaj samo neke relacijske baze. Zdaj bo treba te podatke na način v bistvu organizirati, da bojo postali actionable, da bojo v bistvu, kot da bi ti moral recimo odločevalcu, recimo direktorju velikega podjetja servirati informacije, da jih bo on čim bolj učinkovito in na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj sprocesiral in povedal, kaj je najboljša odločitev. Na isti način je v bistvu treba zdaj v bistvu pripravljati podatke, če govorimo o procesu soodločanja v podjetju, kar je 4. točka. Ampak 3. točka, ki bi jo pa predlagal, torej poleg investicije v izobraževanje, poleg časovne in denarne,
poleg reorganizacije podatkov, da postanejo bolj actionable in na drug način povezani kot doslej, predlagam, da kot je bilo že pred leti priporočilo, tako v bistvu, da se štarte s pilotskimi projekti. Se pravi, vice, kje je podjetje dobro, kje je to domensko znanje, kje so naše izkušnje, kje je tista v duhu interakcije človeka in računalnika naša prednost, naša priložnost. In tisti, ki so bolj tehnično podkovani, imajo lahko dostop do API-ja in skušajo v bistvu začeti razvijati v to smer, medtem ko ostali pa enostavno kot uporabniki, da se naučijo v bistvu graditi to korporativno bazo znanja, ki je definitivno lahko priložnost od nekoga, ki je v nekaterih pogledih bistveno pametnejši od nas. Ne moramo, smešna je tista človeška lastnost, to pa dan pa ne zna. Tega igračkanja je počasi konc. Mi moramo v bistvu videti, kako ga vzgojiti, da bo znal tisto, kar hočemo, da zna, da nam lahko pomaga. Torej, eno je izobraževanje, drugo je strategija glede podatkov, potem pilotski projekt in pa vključiti AI v procese odločanja na različni ravni in se od tega v bistvu učiti. To so. No, super. Mihaela, mogoče tvoj pogled na to, kako bi podjetje se lahko lotila tega, oziroma kaj je tisto, kar je najbolj pomembno iz tvojega vidika pri zbiranju podatkov in vključevanju AI-ja v to. Bomo vključili tudi vprašanja. Ja, kar povej. Ja, mogoče se moje mnenje navezuje celo na vprašanje. Jaz mislim, da podjetja lahko pridobijo tudi iz teh sistemskih strategij, ki zdaj prihajajo. Se pravi, nacionalni načrt za umetno inteligenco predvideva tudi seveda zbiranje podatkov na pravi način. In to do leta 2025 se bo tukaj stanje gotovo izboljšalo. Druga stvar, kar sem hotela reči, je to pomanjkanje podatkov oziroma kakovostnih podatkovnih setov. Morda ne rabi zatirati razvoja v podjetjih, ker določeni podatki so na voljo, produkti se lahko razvijajo. Seveda ne bojo usmerjeni v potrebe na trgu v Sloveniji, mogoče takoj, ampak eventualno se da na Open Data, Copernicus podatkih, marsikakšne podatkovne baze so na voljo, kjer se da razvijati stvari. Vsekakor se pa strinjam z Matejem, izobraževanje. Ampak tudi tukaj mislim, da je izobraževanje v podjetjih vsekakor, druga stvar je pa spet sistemsko. V izobraževalnem sistemu izobraževanje za umetno inteligenco in o umetni inteligenci in tukaj smo pa tudi zdaj na enem prelomu, to prihaja. Ja. To se tudi v Tehnološkem parku, hvala Mihaela, od tega se zelo dobro zavedamo, zato mi res redno izvajamo različne tečaje za AI, kako uporabiti to, kako v podjetju to izboljšati, kjer teme lahko naslovimo s tem in se globoko strinjam, sistemsko izobraževanje je ena stvar, ki bi jo mogli zelo hitro nasloviti, ker to se pa v zadnjem času pa tak napredek se dogaja in da če ne bomo sledili temu, jaz mislim, da bo kar vprašanje ne tega, na kje se na lestvici nahajamo, ampak če se bo sploh še nahajam. Martin, evo, ti imaš največ izkušenj, kako v podjetja uvesti AI, ti se z strankami se srečuješ, ko, bom rekel, jih moraš prepričati, da naj te podatke zberejo, dajo ven, jih urejajo, tudi zaposlene izobražujete, kako se vi soočate, mogoče nekaj kejsov, ko so se podjetja sploh lotila tega, tako da bojo tudi naši Skylapovci potem lažje se odločali, mogoče, če se še niso. Res je, podatki so običajno tudi v našem primeru največji problem. Torej, še enkrat bi izpostavil, prvo je treba vedeti, kaj sploh hočeš doseči, kaj je sploh tvoj cilj. Šele pol, ker to veš, kam hočeš priti, pol šele se lahko odločaš, kako tja priti. Torej, najprej, kaj sploh želiš. Drugič, podatke zbirati, če se le da, tudi če še ne veš čisto točno, zakaj ti bo prišlo. Če le imaš možnost, zbiri podatke, ker bo to enkrat prišlo prav. Recimo, en primer je en znanec, so naredili tudi en startup, ki satelitske podatke, iz satelitskih podatkov so znali v bistvu ugotoviti,
a se nek most recimo začel posedati. Ne. In torej tudi pri tistemu, ki se je podaril tam v Italiji, ne, so pol za nazaj šli pogledati in so videli, že pol leta prej se je začel poznati, ne, da se je to posedanje pospešilo. Kar pomeni, to je bil en znak, da je nekaj narobe, da je treba reagirati. Ne. In če imaš te podatke za nazaj, ne, lahko to včasih tako forenzično kaj pregledaš in se na ta način tudi naučiš nekaj za naprej. Ne. Pri nas so pa pač, ne vem, klasični problemi, ne, z logistiko, recimo hočemo optimizirati te rute, ne, in naredimo mi neko simulacijo, že sam to, da imajo naročila zbrana v bazi, je veliko, ne, pol pa še to, naredimo ruto, pa tlele pa ne morete priti zjutraj, tlele pa samo popoldne, ne. Kje pa to v bazi piše? Ja, v bazi ne piše, to pa vejo šoferji, ne, da morajo terapirati. Super, to je zelo lepo, ne, ampak če tega ni v bazi, potem ne moramo uporabiti orodja za to. No. Tako da to je problem, ne, še vedno, sploh pri nas, pa sploh nekatere industrije, no, so zelo nekako, rečemo, majčkeno za časom. No. In tlele bo veliko truda treba vložiti, da nekako pridemo tja, kamor je treba. No. Pa mogoče še samo tole, videl sem še ena vprašanja, so prišla na chatu. Za prva dva, ne vem, bi jaz težko kaj povedal, no. Za tretji bi samo rekel, ja, velika podjetja imajo prednost. To vedno, že sam več denarja in več vseh resursov, ne. In sploh z več podatki, ne, so pa še toliko bolj v prednosti, ne. Sploh, ker vidijo, kakšni so trendi, pa kaj sploh lahko naredijo, ne. In lahko te teste, Matej je lepo rekel, ne, pilotni projekti, ne. To je res super za preizkušati nekako, kakšne so možnosti, zmožnosti in kaj nam še manjka, recimo, ne, kaj bi še bilo treba dodelati, da se lahko pride do nekega cilja, ne. Torej, tle je zelo potrebna ta povezava, ne, če se le da med velikimi podjetji pa med startupi, sicer težko je priti zraven, težko te spustijo, pa včasih samo malo idej hočejo pobrati, ne, pa bojo že to pol sami naredili, to je tveganje, ne, za startupe, ampak enostavno edina možnost je, če si toliko boljši od vseh ostalih, ne, da te res potrebujejo, ne, oziroma da res lahko nekako prebiješ tisto neko bariero. No. Hvala, Martin, za to. David, vprašanje zate seveda je ne samo... A smem samo še na tole odgovor? Čisto hitro. Samo eno zadevco, mogoče en mal white pill. Ne bi se mogel bolj strinjati s svojimi sogovorniki, da je zbiranje vseh podatkov absolutno nujno in smiselno in pametno. To je že, jaz vedno pravim, že z področja XR-a, oziroma kadar je bilo govora o Web3-u, pač začnite z Web 2.5, imate že 3D modele, kaj delate z njimi, zakaj ne? Okay. Ampak na področju AI-ja pa mogoče malo, bom rekel, neke tabletke upanja, da ta zadevca bo precej lažja, kakor se mogoče danes zdi na prvi pogled, ker bodo tudi orodja bistveno boljša v zelo kratkem času. Kar pomeni, da te zadeve, ki danes mislimo, da moramo sami naštudirati ročno, da morajo naši zaposleni, ogromen tega bo v zelo kratkem času avtomatiziranega. Naprimer, zbiranje podatkov, usmišljanje teh podatkov. Mi smo ravno, ko smo v bistvu naprej razvijali tega našega pomočnika, smo razvili tudi, kje bo zdaj dobil večjo količino podatkov. In smo v bistvu razvili pač en engine, da iz spletne strani v bistvu in iz navodil in tako naprej, tudi na način AI-ja, ker to je bilo v preteklosti vedno težko, si rabo en tip spletne strani, da si poskrajpal podatke dol. Če malo AI-ja tukaj uporabiš, lahko v bistvu to full skaliraš. Po drugi strani tudi bo že tam, naprimer, ko bo od šterke GPT-ja, naprimer, publicly available preko API-ja, seveda v bistvu osmišljanje slike, to, kar je bilo zaenkrat samo tizano, ne? Da, naprimer, ne vem, slikaš hladilnik in ti nameče recepte ven, kaj lahko skuhaš. V našem primeru bo to pomenilo, navodila za avto. Mi imamo v bistvu že v našem noter kompletna navodila za avto. Zapravo, vprašaš ga, kako žarnico zamenjati. Ok, ampak kaj je tukaj problem? Zato, ker je večina navodil za avto zaenkrat ima slike, nima samo teksta. Ko bojo ta orodja prišla, kar hočem reči, eno je
sama orodja, ki bodo razvijalcem nam na voljo. Drugo pa je, koliko ene avtomatike še prihaja pri implementaciji, obdelavi teh podatkov, kar pomeni, da že iz naših obstoječih, naprimer iz mailov, iz transkripčnov, ki jih Zoom dela, velika količina tega bo v bistvu že nam v zelo kratkem času dostopna takole, brez našega truda aktivnega. No, sej ravno to je bilo moje vprašanje zate, lepo hvala, da si ga kar sam postavil in si odgovoril. Jaz bi dal mogoče pred zaključnim krogom samo še eno izhodišče. Zelo pomemben je to, da zbirajo podjetja, zbirajo vprašanja, no, tista, ki jih dobivajo strani kupcev, absolutno to vsa scale podjetja verjetno že zelo dobro delajo, ampak niso samo ostali podatki, ne, se pravi neke rute ali pa sateliti ali pa podatki iz mašine, a ne ključni, ampak so tudi podatki v smislu besed. No. Recimo, če vemo, da mi se zelo veliko igramo za tem, kako mentorsko zgodbo vzpostaviti na AI-ju, ne, kako bo zdaj nekdo ti pomagal kot mentor oziroma kot nekdo, ki bo razvijal tvoje osebne potenciale. Ne. Recimo, mi smo prišli od tega, da z oblakom besed, ki ga dobimo od vas 10 besed, vam sestavimo celo vašo sliko, kako izboljšati stvari, na katerem področju so dobre, svoje talente, potenciale in take zadeve. Tako da vsi te podatki v tem oblaku besed, kjer ga se dotikajo tudi podjetja, no, so tisti, ki so poleg teh strojnih ali pa ostalih podatkov, tisti, ki bojo v prihodnosti igrali pomembno vlogo. No. Zdaj pa za zaključek bo dal vprašanje to, no, kako in kdaj boste uvedli AI zaposleno osebo, a ne, kdo bo to pri vas prvi in pa mogoče še seveda, kako bo z etiko v prihodnosti, ne, če pogledamo future, kaj bo AI res prinesel, no, te zaključene besede, če rečem tako, act as futurist, ne, pa da vidimo zdaj, kako boste se postavili v to vlogo in kakšni bili vaši odgovori. Pa mogoče z Matejem začnemo, ker vem, da je najbolj na tem noter, kar sapo že zajel. Matej, evo, daj. To sta bila zdaj dva vprašanja, ne. Še pred turizmom, ne, kako, zdaj, okej, malo mogoče, če se vse tudi strinjam z Martinom, najprej se je treba jasno te cilje zastaviti. Kaj so naši biznis cilji, ki jih hočemo doseči? Kje so naše te AI priložnosti, v smislu, kje smo močni, kje lahko v bistvu naredimo nek vsebinski preboj. Tretja stvar je mogoče, kaj zgraditi sami, kaj v bistvu pobrati iz vseh teh programov, ki se bojo pojavili vseh strani. Nujno pilotski projekt. Recimo ena zgodba, naprimer, je iz zgodovine človeške 20 let nazaj, ne, dobrih, so recimo nekatera podjetja imela to dilemo, ne, a bomo šli na splet ali ne bomo šli na splet. Ne. Pa se je dogajalo znotraj velikih korporacij, da so trije začeli malo eksperimentirati in na pol eksperimentirati in so rekli, bomo mi malo počakali, da vidimo, kaj se bo drugi naučili, pa to ne. In pa, ko so oni spoznali, ko so čakali, da v bistvu ni čas za čakanje, se je zgodilo to, da jih je čas povozil zaradi tega, ker niso imeli znanja svojih lastnih v bistvu eksperimentov na področju, kako vzpostaviti stvari na spletu in tako naprej. Torej, nujno je to v bistvu eksperimentiranje in dogajanje v svoji lastni domeni. Zato, ker predstavili boste cel kup enih pilotskih projektov, verjetno več, najboljši šans startati s tem, kjer je najboljša šansa. Pa se bo pa skaliralo tisto, kar bo izgledalo najbolj perspektivno. In iterativno se bojo stvari v bistvu izboljševali. Ne? Kot če se navežem na Instatext, iterativno v bistvu in interaktivno izboljšujemo svoje besedila in jih doteramo do novih in novih verzij. Zdaj, drugo vprašanje, kar se pa futurizma tiče, ne? Jaz sem že pred leti v bistvu povedal 5 scenarijev, sva se s Tanjo Kavran pogovarjala, pa je nekje en članek nastal na spletu, ki prav 99% vrst na planetu je izumrlo, ta povezava z tehnologijo bo ključna, če želimo obstati. Ampak zdaj, par stvari se je tukaj zgodilo. Ne? Recimo profesor Bratko, ki je bil že omenjen danes, je bil pionir na tem področju in bil moj mentor pri doktoratu. Mi smo vsi ves čas, naša veja umetne inteligence temeljila na explainable models. Dajmo nek razložljiv AI. Zdaj je naenkrat zmagala neka veja, ne, ki je v bistvu šla iz smeri, dajmo skušati razumeti, kako delujejo človeški možgani. In človeški možganov nišče ne razume, ne, in seveda tudi teh AI sistemov zdaj
pretežno ne razumemo. In upamo na nek način, da bomo lahko pa postavili noter neke cilje. Se pravi, če bi nek tak sistem prišel iz vesolja in bil že pametnejši od nas, bi pač verjetno vzpostavil kontrolo nad nami in ne bi imeli nobene besede. Tu imamo pa samo eno priložnost, da te cilje zdaj nastavimo v ta sistem. In to je to upanje in Stuart Russell, profesor na Berkeleyju, soavtor knjige Artificial Intelligence, The Modern Approach, kar je najbolj prodajana AI knjiga, pa tudi ena na splošno najbolj prodajanih knjig učbenikov na Amazonu, je napisal knjigo Human Control Problem leta 2019, kjer je rekel, da morajo ti cilji v bistvu biti učljivi ves čas, da se prilagajajo človeškim vrednotam, ker tudi sami ne vemo še, če znamo te cilje pravilno spostaviti. Recimo 150 let nazaj je bilo suženjstvo še nekaj normalnega v ZDA, pa recimo delo ZDA. Tako da tudi naše današnje vrednote so lahko napačne in zgrešene. Zdaj, kako to naredimo, je že sam po sebi težek problem. Če bi rekel, da maksimizira preprosto srečo ljudi, človeštva, bi lahko ta pameten, a hkrati primitiven AI rekel, ok, bom pa samo naredil neskončno ljudi in njihova kumulativna mizerna sreča bo še vedno večja od trenutne zdaj. Ne, narobe smo mislili. Poprečno srečo na človeka, v povprečju. Ok. Ja, v bistvu, če deliš nekaj z nič, dobiš neskončno. Torej, če ne bilo ljudi, bi neskončno srečni. In se malo karikiram, ampak fora v tem, da te cilje je zelo težko postaviti, hkrati se nam pa lahko zgodi še to, da zdaj te cilje postavljamo nečemu, če zato ne razumemo. In to, kar ne razumemo, ki je v številnih vidikih že pametneje od nas, mogoče še zdaj manipulira z nami. Ker konec koncev, odkar se je pa preklopil na internet, v kar je mogoče sam chatbot uspel prepričati Microsoftove odločevalce, je naenkrat, kot je rekel Marko Globalnik, ki ga Mihaela dobro pozna iz vašega centra. Skratka, duh je ušel iz steklenice. Na stvari, na katere smo skušali opozarjati pred mnogimi leti, so se odvijale drugače. Zdaj, ok, jaz sem napovedal pač 5 scenarijev. Najbolj klaveren scenarij, a hočeš futurizem ali ne? Ja, ampak zelo v strnjeni obliki, sam še to, ker imamo zelo malo časa. Tako, ok. Prva možnost je klaveren, da nek sistem maksimizira svoje cilje in nas uspe, naprimer, kot človeštvo prepričati, da se splača uničiti planet Zemljo v imenu kolonizacije vesolja in se te resurse na Zemlji uporablja samo za pametnejši AI. To ne vlada. Drug scenarij je, da postanemo neke vrste gorile. Gorile živijo v svojem pragozdu, mislijo, da imajo kontrolo, ampak v bistvu se ljudje z dobro organizirano akcijo odločijo, da jih v hipu iztrebijo. Skratka, nimajo več nobene kontrole. Tudi to, kar mi upamo, da bomo zdaj pač šli v vesolje, pa to recimo Mars, pa to. Mi smo samo eno žival vzeli v vesolje, psičko, lajko, ki je, kot mnogi ne vejo, že umrla na poti gor. Tretji scenarij je tisti, ki je prej Martin upal, da bo več teh AI-jev. Zakaj je to nevarno? Ker se pač v duhu kapitalizma spopadajo za resurse, kar pomeni, da naenkrat trpi planet, ker to so digitalna bitja. Ta bitja so med drugim tudi nesmrtna, kar verjetno nismo opazili. Hardware crkne, memory drive zamenjaš in živi dalje. Četrti scenarij je, da se ljudje v temu duhu, ki se zanj prizadeva Elon Musk, v bistvu neuro povežemo s temi in vsi postanemo pametnejši. Zdaj, kakšen bo ta svet z temi blazno pametnimi ljudmi izgledal, si težko predstavljam, ker že zdaj imamo probleme do sami sabo. Ampak bolj je po človeški naravi, da bo samo par ljudi dobilo ta privilegij, da bo postali zelo pametnejši in bo to preprečili vsem ostalim in mogoče bodo tudi oni prišli do neke vrste nesmrtnosti na dolgi rok. Ker živimo v kapitalizmu, je to karkoli v tem tekmovalnem duhu med državami in podjetji težko zaustaviti. To je moj preveč optimističen.
Ja, glih to sem hotel reči. No. Dajmo zdaj mogoče malo tako optimistično. Hvala vsem. Martin, kdaj boste vi prvega AI zaposlenega vključili? No, in tudi tebe seveda, kakšna je prihodnost na tem področju AI-ja, kje smo, kam gremo? Torej, kje mi iščemo, plan je predvsem, da mogoče v teh marketinških aktivnostih, torej za marketinške materiale, tekste, članke in tako naprej. Torej, ChatGPT zna zelo dobro nakladati, kar je super. To sem pa recimo tudi včeraj sem nekaj moral sprogramirati, pa sem tudi ChatGPT uporabil, da mi je pač neke osnove postavil, tiste kode. In sem pač par popravkov bo treba narediti, jasno, ampak je bil kar dober. A ti vidiš boljšo priložnost za podjetja, da parcialno zaposlijo AI, tako kot si ti rekel, zdaj sem jaz mu rekel, naj skodira to, ali je možnost, da bo nekoč res programiral v Dadu že, kar se bomo pač mi izmislili in bo to pač novo zaposleni v celoti, oziroma kje tukaj vidiš ta prehod, koliko časa bo trajal? Kakor je Matej rekel, lepota umetne inteligence je to, da se zelo hitro uči. Da evolucija traja zelo dolg, milijone let, izobraževanje traja leta, pač umetna inteligenca pa se v minutah lahko nauči stvari, ki jih še mi ne razumemo dobro. Tako da ravno zaradi tega ta razvoj je lahko zelo hiter. Kdaj bo kaj, to ne vem, težko reči, ampak vedno hitreje se odvijajo stvari. Super. Thanks. David, ti že ponujaš novo zaposlene v različna podjetja, prodajalce smo videli, verjetno je še kar nekaj takih aplikacij, ki jih lahko narediš. Kako vidiš ti to prihodnost? Kdaj bomo prve zaposlene oziroma kaj bo prva stvar, ki bojo podjetja mogoče po tvoji metodi uvedla? Iskreno, vsaj kratkoročno in srednjeročno jaz ne vidim nadomestkov, ampak vidim skalabilnost časa, kar pomeni, in to je tudi moj selling point vedno, tudi pri temu ni zdaj namen zamenjati, že naprimer samo pri temu ozkem produktu, oziroma ozkem aspektu produkta, ni namen zamenjati prodajalca v avtosalonu, ki ti kavo spije z njim in tako naprej. Ne. Namen je zamenjati tistega butastega chatbotka na spletni strani, ki ga nikoli noben od nas ne uporablja. Kar pomeni boljše orodje. Tudi ne vem, v izobraževanju recimo ne delamo zdaj zamenjave za učitelja, ampak v 3D virtualen svet, v bistvu kot deli učbenika, bomo dali noter neko vojsko tutorjev, oziroma ne vojsko, se opravičujem, neko preveč negativna konotacija, neko društvo tutorjev, ki bojo v bistvu učitelju v pomoč, ker učitelj recimo, zdaj ponavadi vedno fokusira nekako na neko zlato sredino, na način, kako on podaja vsebino. In najboljši učenci ponavadi so zapostavljeni, ker ne dobijo ekstra nalog, ekstra zaposlitev. Po drugi strani najslabši učenci so spet lahko zapostavljeni, ker izgubijo stik in nehajo slediti in je samo še slabši. Kar pomeni, če bi imel učitelj na voljo neke AI tutorje, bi v bistvu sebe skaliral. Potem je tukaj še ena zadevca, ki se mi skozi srečujemo. Že naprimer reluctance uporabi, ne vem, že XR tehnologij, naprimer. Za marsikoga pravi, VR, to imam tak motion sickness, kljub temu, da je bilo to 5-6 let nazaj s ful slabšo tehnologijo, da tega praktično ni več, ampak je že fiksna ideja v nekaterih primerih toliko močna. In isto za AI. Marsikdo ne bo želel, ne vem, nekaj, tako kot še zmeraj danes se ne kupujemo vsega, vse online, tako da jaz mislim, da bo ne nazadnje tudi sama odgovornost. Ne vem, že naprimer v gradbeništvu. Saj imamo ful dobre softvere, ker če imaš ti dober BIM 3D model, že software res ogromen sam naredi, ampak nekdo se mora podpisati od spodaj. Isto, ne vem, pilota, zakaj imamo še zmeraj pilote v jumbo jetih, kljub temu, da imajo minimalno sami pilotirajo. Tako da jaz mislim, da bo ta zadevca šla ful bolj počas in da bomo imeli kot družba možnost se nekako prilagoditi temu. Tako da mogoče sem optimist, mogoče sem gledam preveč srednjeročno, ker lahko čez 2 leti vemo pač to napredovanje AI-ja, koliko časa je pač, kako izgleda eksponentne krivulje rasti, tako da mogoče se bom čez 2 leti v jezik ugriznil, ampak prej pa mislim, da še ne.
Ok, cool. Hvala, David. Zdaj pa, Mihaela, za zaključek tvoje misli strnem zdaj vso to zgodovino, ki smo jo danes tlele spisali skupaj. Mogoče dam sam še izhodišče iz moje strani. Dejansko je ena od velikih priložnosti to, kar ste rekli in kar bo verjetno tudi Mihaela nadaljevala v izobraževanju, in jaz, ko se ukvarjam s tem, kako ChatGPT lahko pomaga ljudem, je definitivno v tem, da nam napiše tudi kakšen naš boljši prompt, se pravi Prompt for Humans, in mislim, da je to tudi neka iztočnica, Mihaela, tudi zate, kjer lahko scale-upamo na več ravneh. Tako da, evo, zaključek, Mihaela, je kar tvoj. Hvala lepa za to priliko. Če gledamo futuristične scenarije, mislim, da če povzamem to, kar smo rekli v zadnjih 15 minutah, je mogoče potencial v večji personalizaciji, v optimizaciji človeških potencialov, v internacionalizacija je tudi en od rezultatov tehnološkega razvoja. Vidite, s kakšno hitrostjo smo prebili določene jezikovne bariere, vse v zahodnem svetu, v globalnem severu. Tako da brez strahu in pozitivnim s tem, da pač posameznik ima več možnosti, več časa, več orodij za razvoj svojih potencialov. To bi bilo moje. Kar se tiče pa etike, pa bi samo opozorila, da je etika ravnanje človeka in da to, kar počnemo zdaj, bomo želi morda v prihodnosti. Si zaenkrat, če ne moramo predstavljati, kaj bo ta prihodnosti, kakšne spremembe prihajajo, ampak nastavke pa delamo zdaj, ne? Ja, lepa hvala. Če samo zaključim z zaključno mislijo, prihodnost bomo pisali skupaj z AI očitno, tako da ostanite z nami in sodelujemo skupaj naprej. Vse moje sogovornike res lepa hvala in vse sogovornike lahko tudi posebej pokličete oziroma jim pišete za kakšno idejo, kjer ste danes dobili za kakšno sodelovanje. Tako da še enkrat lepa hvala Martin, Matej, Mihaela in David. Bilo je res super, nad pričakovanji in upam, da se še velikokrat vidimo. Tako da, evo, Milan, zdaj pa zaključujemo panel in besedo damo, kako bojo tehnološke okolje oziroma ekosistemi lahko pomagali podjetjem v smislu tega, da lahko skalamo oziroma najdemo še kakšne investicije. Milan, evo, prevzem.